Na splavu za preživetje sredi oceana bomo ujeli in pripravili ribe. Vse največje in najboljše ribe, fantje. Gremo, runner! V redu, kapitan, izpljuva hrano. Nič olna. Brez skrbi. Gremo za tem konjem, fantje, s 3000 konjskimi močmi. Gremo! Najlepša hvala, brat. In seveda, najlepša hvala tudi tebi, Bali. Vi ste najboljši. Hvala, brat. Ti si nor človek. Gremo! V redu, zdaj moramo iti loviti ribe. Gremo! Odložimo desko za surfanje s podvodno lovsko opremo. Gremo stran od tu. Gremo! To bo eden najbolj norih načinov za začetek epizode, fantje. In danes nas čaka en noro izziv. Lovili in kuhali bomo na reševalnem splavu sredi oceana. Fantje, od tu bom skočil na čoln, se odpeljal na sredino oceana, upam, da ujel kaj hrane in jo nato skuhal sredi oceana. Vem, da se sliši noro, ampak imam posebnega gosta, ki mi bo pomagal, fantje. Pridi sem, prijatelj. To tukaj, fantje, je Pablo. On je kuhar gurman in nekdo, ki preprosto obožuje kuhanje s svežimi sestavinami. In to bomo danes počeli. Šel bom daleč na odprto morje. Upam, da ti priskrbim nekaj svežih morskih sadežev. In on mi bo to kasneje pripravil. Kako se sliši? Veselim se tega in slišal sem, da bo zelo zahtevno tam, kjer bom kuhal. Torej, poglejmo. Videli boste, kje bo kuhal. To bo noro. To je zagotovo, fantje. Želim videti, ali lahko dobim najboljše in najbolj sveže sestavine. Se veste, kakšen je moj stil kuhanja. Recimo, da je precej preprost. Res je, zelo preprost. Običajno samo vržem stvari na ogenj. In veste, stric Bob, to je to. Kaj pa si ti naredil v svoji, recimo, kuharski izkušnji? Kaj je tvoj največji dosežek, ki si ga kdaj dosegal? Recimo samo, da sem 14 veganov spet spremenil v običajne jedce. Si slišal to, kaj ne? 14 veganov spet v običajne jedce. Jaz tega nisem rekel, on je rekel. Prav, fantje, pripravljamo se. Gremo v globoko modro morje. Čas je, da gremo po sestavine. Gremo! Danes je pričakovanje res veliko, fantje. Ben smo vzeli težko orožje in malo sem živčen, ker veste, da ne maram razočarati ljudi. Tako da danes upam, da bomo ujeli prave pošasti s to podvodno puško. In recimo samo, da bo to ena najbolj norih kuharskih dogodivščin, kar jih je kdo kdaj naredil. Mislim, da tega še nihče ni dosegel v svojem življenju. Tako da boste to videli malo kasneje. Povezali se bomo s kapitanom. Ko bomo enkrat v vodi, se ne bomo več vračali nazaj. Hrano bomo ujeli tam zunaj. Hrano bomo ujeli tam zunaj. V redu, fantje, gremo v globoko modro morje. Vidite, da imamo kapitana tukaj zadaj. Današnji načrt napada je, da prinesemo težko artilerijo. Imamo velike podvodne puške in lovimo ogromne ribe v modri vodi. Vidite lahko tukaj zadaj. Vidite? To je rampung. Trenutno samo pozorno opazujem. Poskušam ugotoviti, katere vrste rib so v bližini. Tukaj lovimo tune, wahuje, mahi-mahi, vse največje in najboljše ribe, fantje. Trenutno je malo romantično, fantje. Je skoraj kot trenutek iz Titanika, le da mi manjka ženska. Ampak danes bo tukaj riba. Mogoče bova naredila malo Titanika na poti domov, ko ujameva ogromno ribo. Postavil jo bom na sprednji del čolna in imela bova lepo romantično plovbo nazaj. In potem se bova lotila nje. Zakaj sem tak čudak? Včasih, ko kapitan lovi ribe, je okoli nas polno mahijev, ampak samo sledijo vabi in je sploh ne ugriznejo. Takrat pridem jaz na vrsto, draga. Prinesem ven velikega psa, podvodno puško. In še enkrat bom poskrbel za kapitana. Tukaj lahko vidite, to je ena vejica 2 metra dolga podvodna puška. Trenutno imamo približno 70 metrov vrvice. Tole tukaj, fantje, lahko prenese precej velike ribe. Ko pa zmanjka tistih 70 metrov vrvice, se praktično utopimo. Tako to deluje. Ampak karkoli bomo tukaj srečali, bomo poskušali ujeti. Lahko nas utopi, lahko nas ubije.
Ampak zato smo tukaj, dragi moji. Opremljeni se bomo, skočili v vodo in poskusili ujeti pošast iz modrine. Gremo! Prav, gremo, brat! Prav, fantje, pravkar smo prišli iz prvega potopa in kot vidite tukaj smo ujeli nekaj čudovitih mavričnih tekačev. Tukaj imamo par, to je ena najboljših rib za suši v oceanu. Surove ali kuhane so res neverjetne. Prepričan sem, da bo kuhar iz tega pripravil nekaj čudovitega. Ampak živali, ki jih dejansko lovimo, fantje, bodo pojedle te ribe. To so tiste velike, ki jih želimo. Vidite, okoli nas je nekaj delfinov, ki plavajo z nami. Moramo se približati, da vidimo, če lahko ujamemo pošast. Imamo nekaj lepih rib v hladilniku, vendar še nimamo tiste velike ribe, ki jo želimo ujeti za kuharja malo kasneje. Nekaj je v tem, da si tukaj zunaj na vodi, fantje, v tem mirnem zraku, na soncu. Zelo sem hvaležen za to življenje v tem trenutku. Tukaj zadaj imamo kapitana, pravo legendo in prav zdaj počnemo to, kar imamo radi. To je skakanje v vodo in ribolov. Res si želim ujeti neki rib, fantje, ker se tega kuhanja res že dolgo veselim. Imamo nekoga res posebnega, kot že veste, komaj čakam, da vam pokažem nekaj norih receptov. Veste, moj stil kuhanja je nekako, recimo temu, osnovni. Rekel bi, da je osnovni. Ne, to je dober način, da ga opišem. Običajno samo ujamem ribo in jo vržem na ogenj. Včasih zato, ker je res okusna, resnično samo riba na ognju. Ampak včasih, fantje, je dobro biti malo bolj prefinjen. In to bomo danes počeli. Gremo prav po gosposko, bum, 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 gremo res po gosposko. Kasneje bomo pripravili eno noro pojedino, mogoče mala zabava sredi oceana, ogenj, dobra energija. Kaj bi si še želel v življenju, človek? To bo noro, ampak najprej moramo dobiti hrano. Prav, gremo. Prav, lahko vidite vse okoli nas zdaj. Imamo vse te naprave, ki lovijo ribe. Tam zunaj imamo še eno, pri kateri se lahko potapljamo. In tukaj lahko vidite še eno. To je približno območje, kjer se bomo gibali. Upam, da tukaj plavajo kakšni oceanski velikani in da bomo ujeli kaj dobrega. To je za zdaj načrt. V redu, pripravite opremo. Pojdimo noter. Gremo!
Imam super moči, draga. Pomoč! Vzel je vas laks! Pomoč! Primi, brat! Vzel je vas laks! Lahko bi me utopil! Zemi! Počakaj! Poglej to tam, draga! To je ogromen wahoo! Fantje, videli ste, to je postalo res nevarno, človek. Ta wahoo mi je odvzel 70 metrov vrvice in nisem imel nič več. Vlekel me je pod vodo in zato sem poklical kapitana, ker te stvari So druga najhitrejša riba v oceanu, takoj za mogočnim jadrovnikom. In to tukaj, to je večerja, dragi. Zdaj sem čist navdušen, poglej to stvar. To je zverina, človek. Fant, prav, res sem navdušen. Poglej tole, dragi. To je čudovit wahoo. Tako sem navdušen. Fantje, ste videli kapetana? On je prava legenda. Vedno me pripelje do najboljših rib tukaj in zdaj sem res navdušen. Ampak želim vam pokazati nekaj res kul. Poglejte tole, fantje. Opazil sem nekaj v ribi. Če pridete malo bližje, boste to videli. Poskusil bom to dobiti iz repa, ampak poglejte to. Poglejte tja. To zgleda kot mala trnka. Ja, kaj mislite? Odkot je to? Poskusi drugega, od drugega ribiča. Drugi ribiči, prijatelj, drugi ribiči so bili malo premalo opremljeni. Poglej to stvar. Ujela se je v wahooja. Se šalaš. Videl si, človek, odpeljala je kot nora lokomotiva. Čist je ponorela. In zdaj lahko rečemo samo eno, draga, in to je woohoo! Gremo, človek. Danes bomo dobro jedli, to je zihar. Prav? Zdaj sem čisti sebe, fantje, moram se umiriti. Prav, hočem, da si ogledate, kako divje je to mesto v resnici. Lahko vidite za menoj, to mesto je dobesedno narejeno iz bambusa. Smo sredi oceana, okoli mene ni ničesar. In kar počnemo je, da zakurimo ogenj, vse bomo dali kuhati. Moramo biti previdni, kam stopamo. Ste videli to, fantje? Skor bom padel skozi tla na tej stvari. Danes smo imeli enega najbolj norih dni. Videli ste, zgodaj zjutraj smo se odpravili v globoko modro morje in legende so tukaj z nami. Rad bi se res zahvalil kapitan. On je bil tisti, ki nas je danes pripeljal do tistega ogromnega wahooja. In brat, imamo nekaj dobrih lip zate. Tako da, uganali ste, trenutno smo na tem splavu za preživetje.
Imamo to kurišče tukaj in kar bomo naredili je, da bomo to zakurili človek. Kaj bi lahko šlo narobe? Smo na preklemani bambusovi splavi sredi oceana in pražigamo ogenj. Veš, zato živimo. Prijatelj, čas je, da to pražgemo in vidimo, iz kakšnega testa si. Hej, brat. Gremo? Kremo, kuhar gre na delo, kremo. Tle imamo tega Rainbow Runnerja, kad vidite, danes sem ga lepo zadev v telo. In ta riba je ena najboljših za sašimi v oceanu. Zato imamo tukaj kuharja. Zdaj bo pokazal, kaj zna. In nam pokazal, kako jo učist, profesionalno, tukaj na splavu, sred oceana. Pa začnimo. Ribi bomo odstranili drobovje tako, da bomo rahlo zarezali z nožem v trebuh, da ne poškodujemo notranjih organov. In zdaj, kot lahko vidite, imamo vse drobovje noter, ga bomo vrgli stran in, ker smo sredi oceana, ga lahko preprosto damo ribam za hrano. Zdaj ga bomo obrnili in prerezali vzdolž trebušne strani. Medtem ko on čisti tisto ribo, si bom jaz privoščil eno pivo. Saj veš, smo sredi oceana, zakaj si ne bi privoščil nekaj piv? To je res zahtevno, ker se splav tako zelo premika in pazim, da si ne porežem roke, ker je to prioriteta. Vidite, trenutno ribo osnovno filetira. Pravijo, da je file res dobro narejen, če se lahko vidiš skozi ribo. To bom pojedel. Hej! Kaj za vraga kapitan počne tukaj zadaj, prijatelj? Greš na stranišče, riba. Hej, gre na stranišče na splavu. Veš, mi jemo na tej stvari, prijatelj. Imamo čudovito zgornjo linijo tega mavričnega tekača. Tanko ga bom narezal in poskrbel, da bo vsak kos prozoren. Ti je že kdaj kuhar kuhal? Nikoli. Torej boš danes verjetno imel najboljši obrok v svojem življenju. Ja. To bo dober, fantje, to bo dober. Zato živimo. In poglej to. Kaj piše na tvoji majici, brat? It's cooking. Kuhamo. Kaj piše na tej? Kuhamo. Tudi kuhar ga za vraga nosi. Zelo kmalu bodo prišli do vas na oddaljenih lokacijah. Zdaj bomo jed postregli na krožniku. Potrudili se bomo, da bo videti lepo, ker pri hrani ni pomemben samo okus, ampak tudi videz. Joj, kako je prekleto prefinjen s tem. Poglej te klešče, ali karkoli že uporablja. Kada so iz zlata stari. Zgleda, kada jih je dobil iz kraljičine palače. Pripravil je tisto ribo, ki ste jo videli. Na krožniku izgleda res čudovito. Tukaj imaš še nekaj sestavin. Kaj boš naredil? Naredil bom Ocean Ponzu omako. Najprej bomo limone narezali na majhne koščke, ne samo za okras, ampak tudi za okus. In potem bomo potrebovali mlado čebulo, ali spomladansko čebulo, kakor ji rečete. Zdaj bomo dodali malo sojne omake. Likom. To ne zveni prav, kaj ne? Ampak je okusno. 2 žlici sojne omake in kanček španskega oljčnega olja. Stisnite nekaj limon, posujte malo mlade čebule za okus, imamo domačo karamelizirano česnovo omako in vedno jo poskusite, preden jo postrežete. Kako ji gre dol? Skočil bom v vodo, samo to bom rekel. Tako dober. Dogaja se kot žaba v nogavici. Prvi ste slišali tukaj. V redu, omaka je pripravljena, končana je. Mislim, pripravljamo ribe, tole bomo posuli po vrhu in tole gre v moj trebuh, brat. Okrasil bomo 2 kosa limone. On je prefinjen s tem. Omaka, dodajmo omako. George, brat. Ti so všeč moški? Sem papež katolik, seveda imam rad majonezo. Seveda? Ne uporabljaj svojih ust, nočem, da to pogoltneš. Nimam tretje roke. Pravkar si uporabil zlate klešče, da si postregel ribe, zdaj pa uporabljaš svoje usta, da postrežeš majonezo. Nimam tretje roke. Kako za vraga to deluje, brat? Kako to deluje? Uporabi zlate klešče za eno jed, potem pa uporabi svoje prekleta usta. Dejno, prijatelj. In to je tisto, kar jaz imenujem divji ocean, sašimi. Slinim se. Gremo? Nahranil te bom, ker se te čudovite umetnine ne boš dotikal z rokami. Fantje, sovražili me boste zaradi tega, ampak on me bo hranil kot dojenčka s temi zlatimi kleščami. Potem boste videli, vzel bom zlati čoln, šel bom na podvodni ribolov z diamantno podvodno puško. Videli boste. Kapitan prvi? Ja, kapitan prvi, on je odrezal. Hej, on nas je spravil v to ribo in... Nehaj, tudi kapitan je kot... Kaj za vraga mi daješ za jesti? Je dobro? Dobro. Moške stvari. To je dobro, je res? Ne, pravkar bo izplunil. Si še kdaj poskusil surovi sašimi? Nikoli. Prvič? Nikoli. V redu. Danes ti bom jaz kuhal, v redu je. Običajno dovolim, da me hrani samo lepe ženske. Ampak za to epizodo bomo naredili izjemo. V redu, daj prijatelj, nahran me. To je čudovito. Človek
Dal bom oceno 9 od 10, to je res dobro. Z veseljem bi to postregel kraljici, če bi bila še živa. Ima lepo kislost od limone, slano in kremasto od majoneze, to je res čudovito. Dobro opravljeno, brat. Hvala. Hej, kapitan pluje hrano ven! Zdajle, kapitan, pridi sem. Ti naj bi bil kuhar, oni pa to pluvajo ven. Mislim, kot vidiš, je surovo. V svojem življenju še nikoli nisem poskusil sašimija. Nikoli. To je prvič jem sašimi, obožujem sašimi. Bilo je kar dober, ampak kapitan dobesedno bruha zadaj, stari. To je tako dober. Prav vidite lahko, da smo morali te kose vahuja dobesedno naseklati v to prekleto hladilno skrinjo. Sploh ni šlo noter. Mislim, da jih bomo zdaj dali peč. Poglejte, kakšne barve ima. Bejz dan je bil na ledu, zato začnimo. Gremo, bomo očistili in filetirali. Poglejte, kako sveže je to. Ta riba je pred nekaj urami še plavala. Tukaj imamo okostje. Pojej to stvar, brat, kar navali. Fantje, tukaj imamo skledo. Mislim, da je riba narezana na majhne koščke. Kaj bomo naredili? Najprej bomo dali moko, potem pa bomo dali nekaj v slogu KFC od cvrtega piščanca. Ker želim doseči, da ni preveč začimb, ampak od zunaj imaš skorico od cvrtega piščanca, znotraj pa je zelo mehak in nežen kot uaho. Zdaj je ključni trenutek, ker veliko ljudi naredi to, da doda vodo. Ampak dvignimo to na višji nivo, tako da dodamo pivo. Pivo bomo uporabili, ker na svet, ko gre za kuhanje z alkoholom. Veliko ljudi, ko kuhajo z alkoholom, izbere najcenejši alkohol iz trgovine. V redu, ampak jaz raje, veš kaj, vedno izberi alkohol, ki ga boš tudi pil. Ker če ga ne boš pil, zakaj bi ga potem jedel? Mislim, da je zdaj malo prestrašen. Brate, ta ti bo všeč, prav? Pravzaprav je kar impresivno. Bi bilo pa še boljše, če bi mi ga zlival v grlo. Ne bom ti pustil, da mi to zliješ v grlo. Že si me nahranil z zlatim jezikom. Zdaj bomo to premešali in potem želiš doseči takšno konsistenco. Ne preveč vodeno, ne preveč gosto. Prav, zdaj lahko vidite, da on v bistvu samo lušči zunanji del tega ananasa. To je res noro, fantje, poglejte to. Kuhar je zadaj, plavamo sred oceana. Nekaj piv. Mojster kuhar, kaj si še lahko želiš v življenju? Danes smo jeli nekaj uahuja. No, zdaj je trenutek resnice. Kaj bi lahko šlo narobe? Na bambusovem splavu, sredi oceana, bomo zakurali ogenj v tem kurišču. Kapitan, drži mi pivo, preber, kaj piše na majici. Kuhamo, začenjamo, gremo! Imamo ogenj na tem bambusovem splavu sredi oceana. Ja! To je noro, človek, v redu. Čas je, da to damo kuhati, kapitan. Upam, da mu lahko skuhamo nekaj, česar ne bo izpljunil. Gremo, vsakič, ko sem s tem prekletim kapitanom, vedno uporablja bencin. Ne skrivaj ga za hrbtom, brat, ne skrivaj ga. Ima bencin tukaj, tako bo zanetil ta ogenj. Dejno, polij bencin, povej nam, kako si to naredil. To je bencin iz motorja čovna. Šolen. Zato se je danes tako počasi premikal. Hej, fantje, veste, da delamo penasto ribjo fontano, kjer vržemo pivo v ribja usta? Ampak pri tej ribi mislim, da pivo ne bo šlo v usta. Ampak ti bom pokazal avstralski način, brat. Morda bi morali tvoje sestavine malo premakniti na stran. Ampak ti bom tole predal. Si pripravljen? Hočeš, da jaz to naredim? Ja, seveda. Pripravljen? 3, 2, 1. Popič, brat. V redu. Popij do konca. Gre dol na skalo. Gremo. Vsak dan je tukaj praznovanje. Gremo. Moj bog. Tega nisem pričakoval. V redu, moram se iti urediti. Gremo. Hitro grem iz vode. Celo popoldne smo sem metali ribje drobovine. Sej veste, zato živimo tukaj. Dobre vibracije. Imamo kapitana, imamo kuharja. Jej, spusti to. Komentarji so zdaj vroči. Sej veste, kako zelo vas imam rad. Poskusili bomo panirati ribo v moki. Taj stari. Čudovito, poglej to. In potem jo bomo dali v mokro maso in jo otresti. Ja, fantje, tega ne bi verjeli, če ne bi videli. Že ima zlate palčke zunaj. Ma zlate palčke, stari. Zlata palčka, človek. State, kaj boš naredil? Poglej to. Ali imamo ananas? Ribe se že kuhajo? Hej, to je najboljša ekipa, človek.
Kapitan razpihuje ogenj, mi pa tukaj kuhamo v čudovitem okolju. To je življenje, človek. To je življenje. Ribo želim dvakrat odsreti. Razlog za to je, ker želim, da se temperatura olja ponovno dvigne. In želim, da riba počiva minuto ali dve, da je ne prekuham in da dobi dvojno skorico. Veste, tukaj na odprtomorskih stolpih gre vse za to, da počnemo tisto, kar imamo radi v življenju. In neverjetno je, fantje, da se lahko povežem z nekom tako talentiranim, kot je Pablo tukaj. Videli ste, da smo lahko pokazali svoje talente pri potapljanju, raziskovanju, nato pa je on lahko pokazal svoje kuharske tehnike. Za vse tam zunaj, fantje, to je samo sporočilo za vse vas, da sledite svoji strasti, pejte za tem in ne boste se ozirali nazaj, kaj ne? Kar pogumno, pejte za svojim ciljem. Gremo. Prav, zdaj ga cvre še drugič. Teko se ribe daje nazaj v olje. Čas je, da riba pride ven. Samo poslušajte. Vidite, to so te čarobne zlate palčke tukaj. Kar bomo naredili je, da bomo to dejansko poslali enemu izmed vas. Videli ste, da me je ta tip nahranil s temi stvarmi. Zato morate komentirati video. Najboljši komentar, najbolj smešen komentar. Tisti, ki dobi največ všečkov. Kdor bo imel najboljši komentar, mu pošljem te zlate vejce ali pa palčke, karkoli že so. Imamo vse čudovite sestavine tukaj. Imamo ribo, imamo limeto, imamo ananas. Boš to sestavil za nas? Seveda, poglej to skorjo. Poglej to. Čudovito. V redu, kar bomo naredili je, da bomo vzeli enega vahuja, nekaj koščkov ananasa, nato bomo na vrh iztisnili nekaj limete. To je ketchup manis, saj smo na Baliju v Indoneziji. Sladka karamelizirana sojna omaka. In zdaj dodamo še malo domače česnove omake. To je bil eden najbolj norih dni sploh, fantje. Dobili smo ta čudovit ribi tako, ki so ga pripravili kuharski mojstri. Mislim, da je prav, da jemo skupaj. Ja, na zdravje. Odloži to. Na zdravje, fantje. V redu, poskusimo. Upajmo, da kapitan tega ne bo izpljunil. Dobro, tukaj ste to slišali prvi. Kapitan ni izpljunil. To se topi po teh takosih. Zaloga, to je ena najboljših stvari sploh. Poglej luno. Imamo polno luno, smo sredi oceana. To so trenutki, fantje, ko sonce zahaja za obzorjem. Vsa posadka je tukaj zunaj, vsak na tem splavu počne to, kar ima v tem svetu najraj. V zadju imamo vulkan. In če vam lahko dam en nasvet, je to, da sledite svojim sanjam. Ne obupajte nad njimi, pojdite za njimi. Rad vas imam vse. Mislim, da bi jaz in kapitan po teh takosih kar poročila Pabla. Brat, zelo dobro. To je res vrhunsko, človek. To je bilo noro, fantje. Res vas imam rad. Drži, Pavlo. Všečkaj ga, brat. Juhu!